ohranimo svoj narod, svojo kulturo, svojo domovino, takšno, kot si jo predstavljamo. Seveda pa smo razočarani tudi nad marsičem v tej državi, zato moramo narediti vse, da postanemo na nek način res normalna srednja evropska država, takšna na primer, kot je Avstrija, ko delujejo inštitucije, ko deluje sodstvo, ko se ve, kakšna so v državi pravila. In mi velikokrat odkrivamo toplo vodo, si izmišljujemo neke zakone, neke davčne blagajne, ki nam delajo ogromno problemov, namesto da bi uporabili tisto, kar že v sosednji državi dobro funkcionira, kar dela, ne? Tako pa hodim po terenu in kaj mi govorijo takšne neumnosti, da ne morem verjeti, da smo tako nespametni. In mislim, da je tudi tukaj naloga sedanje opozicije na desni. Mi dajemo veliko konkretnih predlogov za izboljšanje stanja v gospodarstvu, v zdravstvu. To se pravi, vedno znova iščemo neke rešitve, žal so vse povožene. In jaz ne morem verjeti, kako v tej državi še vedno tiste, ki delajo, ki so pridni, ki ustvarjajo delovna mesta, ki želijo nekaj narediti, kako jih je treba še bolj kaznovati in še dodatno obremeniti, da se ne bi šli takih neumnosti, ker moramo biti vsi enaki. Jaz sem zato, da smo vsi enakopravni, da imamo vsi enake možnosti, kar jih pa ta država ne ustvarja. Po drugi strani pa tisti, ki so pripravljeni delati, ki so sposobni, ne smemo jih zaradi tega še kaznovati, še z dodatnimi davki, ampak jim da omogočati, da bodo lahko delali, ker potem bomo imeli tudi socialno državo in bomo lahko tistim pomagali, ki pa ne morejo, ki so se znašli v takem položaju, da si ne morejo sami pomagati. Torej, mislim, da je dela v tej državi veliko, da bi lahko bili najbolj uspešni, tako kot so trenutno naši športniki, na katere smo vsi ponosni, pa žal delajo mnoge neumnosti. Lahko bi bili uspešni, pa smo sposobni, ampak če bomo pa takšno zakonodajo vedno znova producirali, ki postavlja pred ljudi samo nove ovire, namesto da bi jih spodbujala, potem pač smo malo manj uspešni, kot bi lahko bili. Evropska unija namesto za lastno v tem trenutku skrbi za tujo demografijo. Glede, ko pogledamo, kaj je tisto, kar bi dejansko, oziroma način je tudi Evropska unija padla na tem izpitu, te migrantske krize, je tudi to, da je v bistvu to postala malce zbirokratizirana, prenormirana skupnost, če temu tako rečem, trenutek, da verjetno resno razmisli o novi pogodbi Evropske unije. Mi smo vsi skupaj proevropski, mi se zavedamo, kaj je zgodovina na teh tleh odigrala. Seveda si pa vsi skupaj verjetno želimo učinkovite, tudi varnostno učinkovite Evrope. Verjetno v teh pogodbah ali pa v teh pogodbah, ki so bile podpisane, manjka nekaj državotvornih funkcij, manjka, če hočete, lastna skupna vojska, manjka skupna policija. Na ta način lahko Evropska unija zaščiti svoje zunanje meje, zaščiti, bom rekel, tudi interes državljank in državljanov Evrope. Se čisto enostavno, če pogledamo, če bi bili odzivni, pa se tukaj žal ne moramo zanesti na NATO. Če bili odzivni, bi lahko enostavno ob vseh teh tihotapskih poteh iz Severne Afrike enostavno zablokirali severnoafriško pristanišče, pa ne bi nihče izplul in tudi ljudje ne bi umirali v Sredozemskem pa še kakšnem od morij. In včasih se tudi nekako čutim, da smo kar pozabili tudi iz kakih razlogov ali pa takak način, ali pa s kom se pogovarjamo v tej Evropi, pa se moram spet obregnati ob nemško politiko.
Izpostavil bom Turčijo in Erdogana. Veste, kaj je po profesiji oziroma kakva so njihova vrednostna stališča, pa vendarle smo sposobni, bom rekel, ne vem, si kupiti z vstopnico v skupnost evropskih narodov, potem bo pa migracijske poti odprte v naš vrednostni sistem zato, da rešujemo svoje napake, ki smo jih delali, ne vem, 3 ali pa 6 mesecev nazaj. Želel bi si, da bi tudi v Sloveniji, ker med tem časom, ko se ukvarjamo z migrantsko krizo, nekaj od tega je bilo že danes tukaj povedanega, smo kar pozabili, v kakšni državi živimo, smo pozabili, da imamo 100 000 brezposelnih, 300 000 ljudi na pragu revščine, da pokojnine v naši državi niso visoke, nizke, da ob tem, da v tem letu pa pol, jaz ocenjujem, da gre za leto in pol zamujenih priložnosti za to državo, da se dogajajo v tem času veliki tektonski premiki, ko govorimo o prvi bančni luknji, pa sedaj nastaja verjetno tudi druga bančna luknja, ko govorimo o prikriti ponovni, s tem rečem nelegalni privatizaciji, ampak ukvarjamo se z velikimi problemi, pa prav, da se ukvarjamo, ker nam tudi vse ostalo ne bo koristilo, ker si bomo dovolili v državi, da ne bomo zaščitili svojo suverenost do tistega trenutka, ko bo Evropa sposobna zaščititi našo skupno suverenost in to je pravica, ki nam tudi ob naši osamosvojitvi, ampak tudi v okviru našega naroda seveda pripada. Ograja, veste, da smo mi takrat povedali, naj se postavi ograja na meji, pa ne zato, ker bi si želeli tih britvic, če bi delali pravočasno, bi lahko bilo to drugače, ampak ne zato, ker bi si želeli ograjene države, ampak zato, ker žal v tem trenutku to pač sporoča, ne hodite na pot, niste tako dobrodošli, da s takim valom prihajate skozi naše meje in to, kar je že tudi bilo povedano, nezaščiteno šengensko mejo z ilegalnimi prehodi, kar težko si predstavljam, oziroma tudi veste, brez osebne izkaznice na Hrvaškem, če boste zgubili, se boste težko vrnili v državo. Ko sem šel prejšnji teden, ko so bile počitnice, nas čez severno mejo smo ostali v kolonah in smo nas seveda tudi legitimirali, kar pomeni, da si zapiramo te zadeve, oziroma naše medsebojne meje in mislim, da je nujno, da ne samo, da Slovenija spregleda, ampak da spregleda Evropa in da pravočasno rešimo tisto, kar se še v tem trenutku reši da. Velika težava v tej migrantski krizi pa je tudi slabo informiranje javnosti iz strani vlade Republike Slovenije. To se ljudem poraja veliko vprašanj, na katere nimajo in žal tudi ne dobijo odgovorov. Prav je, da za to besedo dobite tudi obiskovalci današnje javne tribune. Mislim, da imamo mikrofon. Prosimo, da za vprašanje dvignete roko. Ko dobite mikrofon, se na začetku predstavite, povejte, na koga naslavljate vprašanje. Prosim, da ste tudi kratki, da bo lahko besedo dobilo tudi več ljudi. Kaj imamo? Ker je interes malo večji, predlagam, da naredimo en krog, pa potem odgovarjamo vsi. Dobar dan. Jaz sem Rajko, malo bolj glasno zveda, prilog govoril brez mikrofona. Jaz se neče razmišljam. Države, ki so imele svoje kolonije, nekaj begunce prevzamejo.
Mi imamo tudi begunce iz leta 1945. Argentina, ki je prezela 10.000. Teh ne moramo nazaj povabiti, ne moramo imeti nič. Pa veste, če pa hočemo krizni center narediti, ga pa naredimo v Urlah, tam je kapital, ljudje so, pri volji, kdor pa hoče pomagati, ne gre pa za misionarja ali pa misionarko, v krizni center tam bolj terorizira. Po drugi strani, ker se pa slišal gospoda Janša, da je taki 7 milijoni čakajo na evropskih mejah, pa bo je prišel soda k nam. Kam bomo mi šli? Ali bomo mi v svoji državi Indijanci, pa nas bo je polinali v rezervatu, pa nas bo je gledali. To bi mi bomo v živalski gledali tive živali. Pojmo pa eno vprašanje samo še, gospod Sidrašek. V Celju pa je sklenila vlada, da bomo nasedila 550 beguncev. Kako je pa s to tematiko? Hvala. Imamo še kakšno vprašanje na desni strani roka, pa nasedili. Večer predsednik želel pozdraviti naše vsi tri predsednike oziroma dva predsednika in predsednico. Vesel sem, da je v našem kraju vlada finančna kriza. Mi pa glede na to, se popolnoma razumete na temo. Danes, ko sem poslušal državni zbor, sem prvo ugotovil, da se non-stop ali pa vedno postavlja eno temeljito vprašanje, in to vladi. Katera so to ta 4 vprašanja, strateška vprašanja glede reševanja migrantske krize? In želel, če mi lahko odgovorite, koliko so vam jasno, ker na vladi oziroma v državnem zboru tega odgovora ni bilo, je pa vse pripravljeno. In da se predstavim Dan Zakoličnik iz SDE Žalec. Hvala lepa. Desno roka. Dajmo viden mikrofon za počkat 5 kljucov, ki ne se skupaj damo. Dajmo, Peter, no dajmo za Petra Pevca, bi se bali. Sem Slavko Debela Kristuja, imam 3 vprašanja za vse predstavljene strani. Prvo vprašanje je, kako naprej. Drugo vprašanje je, ali podpirate demonstracije, ali imate kakšno alternativo, kako se naj upremo temu azilnim centrom. In tretje vprašanje, ali še bomo morali čakati 2 leti za kakšne spremembe, ali spet kakšen drug predlog. Hvala. Zadnje vprašanje je tem, da dobimo. Pozdravljeni, sem podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije. Sem eden redkih, ki se zavzema za varnost, za obrambo Slovenije. Glede te stvari vsi ostali obsojajo, to označujo kot nek sovražni govor in podobno. Po mojem mnenju gre za to, da so levičarji spustili državo trojanskega konja. In sicer pod razno pretvezo humanitarnosti, s tem so izdali narod. Po drugi strani jaz vidim pač to kot izkrivljanje tudi raznih pojmov. Tisti, ki se zavzemamo za narod, za vrednote, smo pa takoj obsojeni ksenofobije, fašizma in jaz tak govor močno obsojam. Tudi v medijih se to pojavlja, mediji so pristranski in rad bi videl, da bi se ta način, ta odnos medijev spremenil in da bi se tak pristop enostavno tudi obsojal kot sovražni govor proti nam, ki ščitimo vrednote. Potem je pa samo to bi vse predsednike desno-sredinskih stran vprašal, kaj menijo, kakšna je rešitev, kako bi pristopili k temu problemu, da bi ga zaenkrat za vse rešili.
Mislim, da lahko za serijo govorom naredimo. Aha, še zadnji ena roka. Še eno vprašanje, potem pa gremo na odgovore. Sem Damjan Medved. Vprašanje je pa z gospoda Janša. Zanima me, če v primeru, da Evropa razpade, ker so danes ekipa, ki vaje sprvi skupne z sovjetske vojske, vseh različnih držav, 350 vojakov, ali katera država, evropska, samostojno, se obrani pred to silo, če se slučajno obrne proti Evropi. Hvala lepa. Zdaj pa kar prosim, mogoče damo iz druge strani, prvič za gospod Zidenšek. Ja, nekaj je bilo vseeno direktno vprašanje, pa mogoče za ostalo. Jaz naj spomnim, da se pogovarjamo o shodih, ki spontano nastajajo tudi v Sloveniji. Res pa je, da smo mi pripravili prvega pri Prešernovem spomeniku v Ljubljani, kjer smo na miren način želeli javno in jasno na ta način vladi sporočiti vse tisto, kar smo delali preko svojih komunikejev in marsikdaj nismo bili, ali večinoma nismo bili slišani. Dejstvo je, da ljudje čutijo neko verjetno težavo, nelagodnost in se tudi na ta način v Sloveniji odzivajo na neučinkovitost države ali pa vlade, da sem bolj konkreten, ki bi te zadeve lahko prej na primerni način bolje in kvalitetneje uredila. V Celju veste, da smo že imeli en prehodni center oziroma dva. Smo žalostni glede na to, da je pripravlja država mimo mestne občine Celje ta namestitveni center v tako imenovanem Kajuhovem domu, ob ekonomski stari novi oziroma ekonomski šoli v centru mesta. Gre za lokacijo, ki je ob 3. osnovni šoli, kjer so starši že, ko je bilo samo prehodna zgodba, začeli zbirati podpise, se pravi, se niso strinjali. Tu je prišlo tudi do enega zanimivega pojava, pa ga je mogoče dobro razložiti, da smo v bistvu postajali, pa da so postajali problemi znotraj samih družin, ko so najstniki, ki so že skoraj odrasli, seveda samostojni, šli v konflikt s svojimi starši, ker starši so pa zaščitniški in seveda si niso dovolili tudi kakih spremstev popoldan ali pa na te izvenšolske dejavnosti. Moram povedati, da se tudi ravnatelji vsi močno zavzemajo za to, da takega nastanitvenega centra v mestu ni, sploh ne na taki lokaciji centra mesta. In tu se točno vidi, da nimajo dobenega občutka, čuta, da silijo z lokacijo, pa z namestitveni center na tako lokacijo. Tako da bi si želeli vsaj korektnosti do lokalnih skupnosti, da bi se prej kdo tudi v glas na mestni občini, pa kaj na to temo pogovarjal, ampak očitno je, da teče voda v grlo, je pa verjetno zelo težko, kako bo izgledalo, če bodo, vsilili ta namestitveni center v mestu. Bila je tudi ena spletna anketa upravljena na Celje Info in na spletni anketi so v bistvu odgovori v 58%, da niso za nastanitveni center, da bodo tudi šli na cesto protestirati, da niso je nadaljnih 18%, za jih je 13, 10 pa ja, če bo varovano. To je približno to, kar državljanke in državljani ali pa Slovenke in Slovenci verjetno čutijo, tudi večinsko ne samo v Celju, ampak tudi v državi. Na to danes opozarjamo, da je tukaj res
ogromno enih zamujenih priložnosti in da smo se po neumnosti znašli v situacijo, v katero v tem trenutku smo ali pa še globje padamo. Vani držijo glavo v pesek. Najprej naj povem, da v Novi Sloveniji smo proti kakršnemu koli nasilju. Prav je, da ljudje povedo svoja mnenja, da protestirajo, da zahtevajo odgovore, nismo pa za nasilne demonstracije in nismo za to, da bi kdorkoli k temu ljudi spodbujal. Tudi danes tukaj jaz si želim, da bi naš pogovor bil konstruktiven, ker kakor hitro bomo neka gesla vzklikali in izražali neko nestrpnost, se bo zdelo, kot da smo tukaj samo to počeli. Jaz pa mislim, da smo kar izčrpno povedali, se pogovarjali, mislim, da moramo tako ravnati tudi naprej. Ker sicer bo lahko šlo poročilo z tega našega srečanja čisto drugačno, kot si ga mi želimo. In zato mislim, da je prav, da ljudje povedo, da niso s čim zadovoljni, da terjajo odgovore in da potem iščemo skupaj rešitve. Ta vlada pa se zdi, kar se boji dati karte na mizo, marsikaj skrije in potem hoče na hitro rešiti, takrat se pa ljudje uprejo. To pa ni dobro in to ni prav. Poglejte, na koncu ste vprašali, kako pa te stvari reši. Vse na koncu sicer bo največji račun nosila Slovenija, ampak tudi ta vlada bo plačala. Zato, če bo prezrla ljudi. In nič ni večno in tudi ta vlada ne bo večna. Pomembno pa je, da ohranimo mirno kri. Jaz osebno pomislim, sem tudi mama, že babica, pa mi tudi ni vseeno, ko gledam slike teh otrok, a ženski. Ne moremo dati metati vseh v isti koš, zdaj so pa vsi teroristi, niso. Tudi obogi ljudje, ki so bili pregnani iz svojih domov in tudi ta čut se v meni zbudi, ko jih gledam. In jaz sem naklonjena ideji, ki mislim, da je že papež dal pred časom, da bi vsaka župnija v Sloveniji vzela eno družino. In jaz sem zato, da vzamemo kristjane, ki so pa res preganjani v mnogih državah, ne samo v Siriji, tudi v drugih. Kdo hoče pa druge vzeti, pa jih naj vzame. In jaz sicer nimam stanovanja, da bi jim dala, lahko bi jim pa dala ogromno hrane, ki jo doma pridelamo. In tukaj bi pa lahko se kazala tudi naša pripravljenost sprejemati ljudi in pomagati na nek način. Seveda pa v ljudeh mora biti ta zavest, da delam nekaj dobrega, da pomagam. Če mi pa vsilijo, da moram jaz prenašati 4000 ljudi v kraju, ki ima 300 prebivalcev, potem pa seveda se čutim ogroženo. Glede, zdaj je problem večplasten in težji, kot pa je bil pred enim letom, ko se je ta begunski ali pa migrantski val začel zgrinjati nad Evropo. Tudi zaradi te lažne solidarnosti, o kateri smo prej govorili, in seveda tudi zaradi dvojnih meril. Milo omenila preganjanje kristjanov na Bližnjem vzhodu. Po podatkih Združenih narodov na leto po svetu pobije okrog 150 000 kristjanov. O tem se v Sloveniji praktično ne govori. Pred nekaj tedni je Evropski parlament sprejemal resolucijo o tem in etnično čiščenje
krščanskih vasi in občin v Siriji poimenoval s pravim imenom genocid. V slovenskih medijih smo zelo poiskali pač to besedo. Tega problema kot da ni. Pa v Siriji poteka tudi verska vojna. Poteka spopad med dvema muslimanskima, oziroma islamskima frakcijama, med šiti in suniti. In seveda poteka etnično čiščenje kristijanov. Krščanstvo je v Siriji starejše za stoletja od islama. Ne? Islam je prišel v Sirijo nekaj stoletij za krščanstvo. Kdor pozna malo zgodovino, to ve. Ampak krščanstvo je preživelo tisočletje in pol, zdaj pa ne bo več. Mislim, da 3 številke nazaj je bil v družini en pretresljiv zapis slovenskega patra, ki živi dol in je zapisal, da je ta katastrofa nepovratna. Ljudje so pobiti, pregnani domovi, porušeni, ni celih naselij, vasi pokrajin. Zbrisali so nas. Ampak te plati sirske tragedije ni. Nikjer. Slike pač mnogih ljudi, ki se tam utapljajo, ali pa se ne utapljajo, ker marsikaj tega tudi zaigrano. To je stalo na ekranih. Zdaj neke poglobljene slike o tem, kaj se dejansko dogaja, ki bi dalo ljudem tudi razumeti neko pravo globino te tragedije, pa v slovenskih medijih tega ne boste našli. Tako da apelirati na slovenske medije, ne tukaj bodo bolj korektni, jaz mislim, da je to zelo Sizifovo delo. Nacionalnih obrazov iz teh nacionalnih medijev, ki vsak dan zastrupljajo zrače v Sloveniji, je demonstriralo skupaj z zamaskiranimi ljudmi, oboroženimi s palicami v soboto. Tukaj se vidi ta objektivnost, pa nepristranskost. Beremo lahko tudi njihove zapise na internetu, različnih omrežjih. Tukaj je, bom rekel, sokrivda za takšno stanje zelo prisotna tudi v tem segmentu družbe. To je en od temeljnih razlogov za to, da Slovenija sploh je tam, kjer je. Kje so rešitve, mi smo jih sprot predlagali. Je bil čas, ko je Slovenija imela v rokah dobesedno nekaj tednov vsodo tega vprašanja in tudi reakcijo Evrope. Morali bi nekaj narediti, pa pač nismo. Zdaj pač te priložnosti ni več. Je pa seveda še vedno Slovenija odgovorna za Slovenijo in oblasti, ki jih imamo za državljanke in državljane. In isto pravno okolje še vedno velja. Samo spoštovati ga je treba. Tako da del rešitve je sigurno čim večji pritisk na vlado oziroma na oblastni režim, da spoštuje pravo, ki velja v Sloveniji in velja v Evropski uniji. Da se ne krši. Vsak dan jih še vedno krši. Zdaj nekoliko manj, zaradi tega, kar smo naredili Makedonci, ne pa zaradi tega, kar smo naredili. In kot že rečeno, pritisk mora biti tudi v smeri obrambe proti povratnim valom. Še enkrat poudarjam. Pač po tem, kar je v slovenskem javnem prostoru, ne obstaja ta zavest, da zdaj ni glavna nevarnost iz smeri, po kateri je
doslej ta migrantski val prihajal, ampak je iz smeri, ker se bo vračal. To je zdaj problem. To je zdaj problem. In tukaj, vi ste rekli, vlada ne informira, to se namerno ne obeča. Namerno. Tukaj ne gre za napako, neznanje, ampak gre pač za namerno početje. Ker je zadaj neka politika, ki je pač drugačna. Ki je pač drugačna. Zdaj, kako se temu upred? No, jaz prvič, za razliko od predgovornice, mislim, da je minil čas, ko bi morali paziti na vsako besedo, pa se bati. Važno, no, pogledajte, se pa tudi jaz ne strinjam z nekim pretiravanjem, ki nič ne prinese. Treba enostavno govoriti resnico in zastopati in tudi poročati resnico. In če pogledate te shode od Šenčurja do Lenarta, po slovenskih krajih, ki so bili proti tej siljeni migrantski politiki, je bilo tam kakšno nasilje. Je bil tam kakšen sovražni govor. Je bilo tam kakšno pozivanje k nasilju ali pa nestrpnosti. Vse je bilo kulturno dostojno, vsi ljudje so bili z odkritimi obrazi, noben je bil zamaskiran, noben je bil tam z orožjem ali pa s palicami. Tisto, kar se najbolj videlo, so bile slovenske zastave. Te pravice si pač Slovenci ne smemo pustiti vzeti, ker če si jo bomo, potem bo Slovenija, vsaj nazven, samo še takšna, kot je bila na Kotnikovi s tistimi črnimi maskami in z rdečimi zastavami. Zanimivo je, da je predsednik vlade po shodu v Šenčurju, ki je bil spontan, bili so tam naši poslanci, tudi mislim, da je en od vaših, je to njihova pravica, jaz moram reči tudi dolžnost, poslanci morajo biti tam, ker je pač ljudstvo, ki jih je volilo. Ampak je bil to spontano organiziran shod, veliko ljudi je bilo, nobenega nasilja, nobene nestrpnosti, samo skrb, in kritike upravičene, glasne, potrebne kritike oblasti. Ampak na to se je odzval z enim paničnim, histeričnim spadom predsednik vlade, ki je to označil za nesprejemljivo in ne vem kaj. Ampak soboto, ko smo pa videli dejansko manifestacijo grožnje z nasiljem, je pa to ostalo brez odgovora. Jaz sem danes cel dan čakal, da bo predsednik vlade to obsodil, da bo dejal, da to ne sodi v naše politično in kulturno okolje, ampak nobene ne sodi. Se pravi, moti jih zgolj slovenske zastave, pa skrb Slovencev, dejansko pozivanje in manifestacija nasilja, pa to vlado ne moti. Tako da, pač te stvari je treba videti in se mi je pač treba tudi upretni. In tudi je tisto na boljše, recimo, da ko stranke, kot smo tukaj, Zbor za republiko, tudi drugi deli civilne družbe, ki se s takšnim obravnavanjem oblasti ne strinjajo, organizirajo takšne razprave, ker se stvari soočijo pa pojasnijo. Tudi zborovanje, mislim, da je potrebno vse slovensko zborovanje. Ker se bo pač kulturno in dostojanstveno odločno povedalo, zakaj gre, in da je to temeljna ustavna pravica. Se pa treba na tem mestu, ko se ta vprašanja odpirajo, dejansko vprašati tudi po razlogih, zakaj smo prišli v to stanje.
v stanje, ko se na enem majhnem kraju v slovenski prestolnici sredi te države soočita dve grupaciji. Eno simbolizira slovenska državna zastava, drugo pa totalitarni simboli in pozivanje k nasilju. Pa se to potem v slovenski javnosti ne reflektira zelo jasno v tem smislu, da se eno soglasno obsodi. Predstavljate si, da bi recimo tam, kjer so bile zgolj slovenske zastave, da bi bili tam ljudje z maskami. Pa Bog ne daj kdo v kaki domobranski uniformi. Zdaj, kako bi to vse vrvelo danes po Sloveniji, kakšne tirade bi bile o sovražnem govoru in tako naprej. Ampak ker je to zdaj na drugi strani, pač nič ne gre. 28 profesorjev Kranjske gimnazije je pač podpisalo neko peticijo, ki je nasprotovala, po mojem mnenju tudi nespametni, v vsakem primeru, nestrokovni, nehumani nameri vlade, da pač mladoletne migrante namesti poleg dijakov nek dijaški dom. V javnem prostoru skoraj ni bilo slišati besede v njihovo obrambo. Čeprav, kot rečeno, so se uprli nečemu, kar je že na prvi pogled nestrokovno. Predstavljate si vsak dan tiste situacije in konflikte, ki bi nastajali, če se to dejansko zgodilo. Neka tako imenovana stroka se je oglasila in jih je obsojala in tako dalje. In smo to poslušali kar, bom rekel, nekaj dni. In se je zdelo, kot da je teh 28 profesorjev malo dan ekstremistov, ki ne znajo šte do 5, pojavljali so se